Nikakor vas ne bom zapustila in moram reči, da tudi nisem več sama, tako da nikamor ne grem, z mano je že Heidi. Dobro jutro. Dobro jutro ali že dober dan? Ja, mi imamo jutranji program do 10, tako da smo v jutru. Dobro, verjamem pa, da za tebe je že dober dan, ker si sigurno že v pogonu nekaj časa. Ja, pa dajmo reči dobro jutro vsem poslušalcem Radia Fantasy, pa tudi vsem tele v studiu, ker nismo same, ne? Res je, nismo same, vsaka si je svojega pripeljala zraven. Ampak lej, pač tak more biti. Heidi, jaz bom tako rekla, vsi te poznamo definitivno, si pa tako šla od pevke, mamice do podjetnice. Nekako tak je bil ta tvoj vrstni red. Je še bilo par stvari vmes, ampak pustimo detajle. To so te ta glavne, lahko rečem. Tako, ja. Zdaj, začela si kot pevka, nadaljevala kot mamica, podjetnica in potem tudi vplivnica. Kako sfolgaš vse skupaj? Težko. Mislim, ker imaš trgovino, pa spletno trgovino, pa moža, pa 2 otroka, pa en kup enih obveznosti, pa Instagram, pa TikTok, pa preoblačiš se. Podjetje je. Ano, pa še Urbanovo podjetje. Mislim, še Urbanovo, ja, neki, mislim, veš kaj, zelo veliko stvari me zanima, ne? In delo me že od malega osrečuje, ker lahko rečem, da jaz sem službo začela svojo že pri 10 letih, ne? In se mi zdi, da se bolj bojim tega, da bi mi bilo dolg čas. Raj sem prezaposlena, pa da imamo delo, pa da se dogaja, kot pa da bi mi bilo dolg čas. Ne vem, ne znam se še soočiti, ne. Čeprav v določenih trenutkih, ne, mi pa že včasih pride, ne, da bi bilo pa fajn, ne, včasih kak dan imeti mir, a veš pa čisto za sebe, ne. Ampak načeloma sem še vedno malo hiperaktivna, no, tako da dajmo še ohraniti malo ta vibe. Ja, hiperaktivnost te spremlja v bistvu tudi na družinskih dogodivščinah, ko se odpeljete kam ne moram reči glih v neznano, ampak mogoče čez ocean. Tudi, ja. In tam si tudi ne daš, ne? Dihati. Veš kaj, tam si pa zaradi tega nočem dati, ker daleč greš, ne? In toliko enih novosti, novih kultur, nove hrane, novega dogajanja, nove, ne vem, narave, živali, skratka vsega, da pol hočeš vse videti, ne? In če hočeš vse videti, ne, je pač tempo. Ampak ti ne, da sam hočeš vse videti, ti še vse posnameš. Tako, tisti je pa pol druga stvar, ampak sreči, ne, je meni že ta telefon tako naravn, bom rekla, da ne rabim jaz se to nekaj mučiti, recimo, ne, ampak grem spontano, lej, če se zmotim, ne ponavljam stvari, a veš kaj mislim, ker tudi ljudje, noben ni popoln, tudi jaz nisem, a veš, in se ne obremenjujem s tem, da so stvari perfekt, ne, ampak bolj gre za to, da ful veliko ljudi že zdaj res potuje z nami in dojemajo to kot neko informiranje, ne pa, ne vem, kot neko vzvišenost, kot če mogoče kdo zamenja, ker dejansko res ni, a ne. Gre bolj za izmenjavo izkušenj, tako kot jaz rada gledam influencerje, ki potujejo, odkrivajo nove kraje, najdem kakšne nove ideje, ne, tako tudi ljudje pri nas in mi v bistvu, bom rekla, smo zelo budget friendly, radi potujemo, ne, in ob tem odkrivamo vedno znova neke nove trike, kje se da prišparati, kje se da prehraniti. Urban ima te trike, drugače na WC-ju. Ja, tudi, tako da, Urban, tebe bomo drugič poklicali, da bomo rekli, svet, ne? Karte, prosim, karte rabimo, ful pocen. Ja, Urban ima kar nekaj teh trikov, tudi potem parkiranje na samih letališčih je zelo drago, pa se da marsikaj najditi. Potem, recimo tudi pri nastanitvah je marsikateri trik, sploh v Aziji in tako naprej, o katerih pač z veseljem spregovorim in zakaj pa ne bi kaj prehranili, če lahko, ne. Mi radi se imamo fajn, ne, ampak da ne zapravimo tudi ne preveč, ne, pa da veliko vidimo. Saj veš, jaz sem tudi prešparala pri potovanju 50%, ko moj ni šel zraven, ne. Aha. V to fazo bomo še razmislili, ne, Urban? Kaj bi ti mene doma pustil ali bi jaz tebe? Ali bi mi dva šla pa otroke pustila doma? Po mojem, ko bosta Evan in Dante mogoče kakšno leto še starejša, bosta to definitivno prakticirala.
Ne, drugače pa super, da potujemo skupaj. Mislim, ful ima rada pokažemo svet, tudi Dante pa Evan, moram reči, da sta prava popotnika, svetovljana postala in da tudi v stresnih situacijah, ker seveda pridejo na potovanjih, sploh na takih, ko jih imamo mi, to niso zdaj počitnice, to so res potovanja, ne, zelo dobro odreagirata in se obnašata in sem ful ponosna, ker potovanje ne samo, ne, da te razsvetli geografsko, ne, zelo veliko se moraš naučiti tudi potrpežljivosti, ne, pa znati zdržati, potrpeti, včasih lači žejn, včasih na WC ne moreš iti takoj, a veš, in to so vse stvari, ki urijo karakter. No, ampak mene je prej ena stvar ne zmotila, ne zbodla, ampak malo sem zastrigla z ušesi, ko si rekla, meni je ta telefon že tak naravn. Ja. Kaj pa tvojim otrokom? Mojim otrokom je pa telefon zaenkrat nedostopen, tako da čeprav bom rekla, jaz zelo veliko delam s svojim telefonom, lahko bi rekla, da je telefon meni računalnik, no, čistko, ne. Meni je to orodje za delo, se pravi, jaz vse maile odgovorim na telefon, vse svoje objave na heidi.si, na hrvaškem heidi.hr recimo, na svojem osebnem profilu, se pravi, kompleten marketing delam jaz z družabnimi omrežji, tudi s TikTokom se igram, čeprav sem malo stara za to, ampak se učim, jaz se pač ne. Jaz imam tudi zdaj Maja tukaj, da mi bo malo TikTok razložil. Jaz bi tudi rabila kakega mladega, da mi Maja razloži stvari, ampak dejansko res vse te stvari sama delam in danes je telefon orodje, ne, in jaz ga jemljem kot delovno sredstvo, ne zdaj kot mobitel, kjer igrice igram in kjer v bistvu surfam, Tinder špilam, razumeš, ne vem, karkoli delam, ne. Dejansko je to moje orodje, ne. Ampak otroci, ne, pa seveda mislim, da telefona v teh letih ne potrebujejo, imajo žogo, imajo kolo, imajo prijatelje in res želim, da se socializirajo, da ne zgubijo tega stika z realnostjo in ravno zato imamo recimo možnost, da se slišimo, ne, ravno preko teh uric, ne, za katere imamo zdaj skupaj nagradno igro, nimajo pa te urice družabnih omrežij in to se mi zdi res super, ker preveč je tam zunaj pasti, odvisnosti, vsega, nevarnosti in ne rabimo še glih to, malo še moramo zrastiti. No, malo še bomo zrasli, do takrat bova midve dala zdaj en komad, potem pa bova malo več poudarka dala še na najine urice in vseeno, kako vidva z Urbanom obvladujeta svoje otroke, da jih držita stran od telefonov. Težko. Evo, en komad in s Heidi sva že nazaj. Res je, da imava vsaka svojega fanta tukaj v studiu, ampak danes sva glavni zvezdi midve. Dobro jutro, Heidi. Dobro jutro še enkrat. Zdaj, da bo res dobro. Ne? Da bo res dobro. Tudi vreme sva zdaj napovedala, da bo dobro. To je super. Do konca tedna. To je fajn. A veš, ker pa imajo otroci kaj za delati, ne? In pa lažje, ne, jih držiš v stran, ne, od elektronike, vse, ki je v hiši. No, se glih to, ne, ker ponavadi je glih tak, da če je lepo vreme vzuni, imaš z otroci ful veliko za počet. Ja. Kaj pa počnete, ko je dež? Ja, rišemo, imamo kakšne družabne igre, naredimo si kak movie night, mislim, se najde, ali pa gremo v kino, mogoče gremo v kak park, a veš, otroški ali pa kaj takega, ne. Poskrbimo, da se vseeno ali pa plavati ali pa neki pač najdemo, ne. Ampak, sej veš, vsi vrstniki imajo telefone, sam tvoja dva ne. Ja, skoraj res je tako, no. Zelo malo otrok je dejansko danes brez telefonov, ampak imeli smo zdajle možnost pred kratkim vsi na Netflixu gledati serijo Adolescenca, kjer smo mogoče malo bolj razumeli, kaj te stvari prinašajo. In dejansko je tega bullyinga, teh nekih bolanih izzivov in vseh stvari toliko, da bi nas mogli res vse skrbeti, no. In se pravim, ta antisocializacija, ta zguba stika z realnostjo, to je tudi tisto, kar me ful skrbi pri otrocih, ne. Seveda bodo imeli telefon, vse ga boste dobila, ne, ampak ne še zdaj. Morajo, naj se možgani še malo razvijajo s tistimi zdravimi, pozitivnimi stvarmi, ker res želim, da to človečnost ohranita, ne, in ta stik z realnostjo. In koliko sta stara tvoja dva? 9 pa 11. Ja. Čakaj, zdaj študiram, kdaj sem jaz dobila svoj prvi mobitel, pa to je bilo tudi v osnovni šoli, takrat so še bile regle.
Se regla je v bistvu super stvar bila, ne? Ker še ni imela družabnih omrežij, lahko si pa vsem poklical, če si kaj rabo. Ne? In regla je v bistvu zdaj urica, imo. No, glih sem hotela reči, zdaj, če primerjamo reglo, staro, pa zdaj to digitalno uro je 100 pa 1. Zdaj midve smo imele regle pa Alcatele, pa ne vem kaj še, zdaj pa urice. Mobičuk je bil tudi, a ni bil? Čukec, točno. Ko ni imel imenika in si mogel vse številke znati na pamet. Ok, dobro, pustimo to. To smo v bistvu zgooglale midve. Nismo še tako stare. Ampak recimo, kako pa upravljaš? Kaj še uporablja kdo Google? Kaj je to Google? Ja, ChatGPT. Smo pa v trendu, ne? Smo pa tudi starejše kot Google, nažalost. Tudi to je. Ampak recimo, koliko se uporablja ta urica? A je noter SIM kartica? A imaš imenik gor? Ali kak? Jaz nisem še... V glavnem, treba je skleniti pač naročnino, lahko je ta najbolj osnovna, a ne? In potem ima lahko otrok gor, se pravi, si shrani telefonske številke, ti lahko tudi vse to nadziraš, potrdiš. Super se mi zdi tudi lokacija, ker včasih so na igrišču, Bogu hvala, čim več, in se igrajo in ne slišijo telefona, pa te skrbi mogoče, oziroma telefona ure, ne, pa te mogoče skrbi, pa lahko pogledaš, kje je. Nam to pride predvsem prav tudi, ko gremo na morje, recimo na Hrvaško, zdaj že sama gresta, spoznata kakšne prijatelje. Na sladoled. V glavnem in lahko vidiš, a veš, kje se nahaja, ne, in si malo bolj pomirjen. Pač dan so, čudni časi in se mi ne zdi nič kaj narobe, te stvari. Tako da lahko potem tudi v bistvu narediš omejitev v šoli, da v času pouka urica ne zvoni, lahko delajo slikce, štejejo korake, mislim tudi te, da malo spodbujajo to športanje in te zadeve, tako da slikce lahko tudi naredijo. Pa videoklic sem videla, da je tudi lahko. Tudi se lahko, povežeš pa pokličeš, tako da omogočajo res marsikaj, ne omogočajo pa bistva družabnih omrežij. Tako da so safe, kar se tiče tega, in se mi zdi res taka super stvar. Pa tudi, veš kaj, ful veliko otrok se mi zdi, zdaj se ne spozna več na uro. Včasih smo vsi, se veš, obhajilo, birma, ne vem, si dolgo uro, vsi smo vedeli, koliko je ura. Danes se mi pa zdi, otroci sploh ure več ne nosijo in imajo kar izzive razumeti čas. No, pri nas je, veš, prvotno smo čas razumeli, ko se prižgejo ulične svetilke, je treba iti domov. Nekaj takega. Najprej, tako smo se začeli učiti, pa je šlo tisto. 8:45. Za 15 minut lahko greš, pa priti nazaj, pa smo gledali pol tiste sekunde, pa če 15 minut glih igrače damo na razen, lahko vsaj pol ure ostanem, veš, na obisku pri prijateljci. No, pa smo prišli na pol ure, pa je pa že tudi bila 1 ura. Pa smo že tudi čez noč prespali, kdaj pa kdaj. Pižama party. Super, ne. A tvoji otroci še? Mislim, že prespijo, imajo že kak pižama party? Tu pa tam prespita, ampak ona dva sta tako navezana na naju dva, da sta kar najraje doma. Pride pa k nam do prespat. No, evo. Torej, urice so na voljo na heidi.si. Tako. Imate pa možnost, da vsaj eno dobite pri nas. Oziroma, podarili bomo 2, eno roza in eno zeleno. Tako, Tako da, če imate fantka, dobite zeleno, če imate punčko, dobite roza, oziroma pač kakorkoli se bomo zmenili, če ima fant takrat roza, nič narobe. Nič narobe. V Skandinaviji je to čisto normalno. Tam moški nosijo vsi brade, pa roza srajce, recimo, pa vozijo tudi vozičke, prav lepo je to videti, ne? No, evo, bomo se zmenili, kdo bo imel kjero. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS vsebino Heidi, pripišete zraven vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300. Bravo, evo, Heidi se je to če rabiš ti pomoč, jaz pridem, a veš, ne, da šla ti malo na počitnice, a veš. A imaš cajt? Lej, si ga bom najdla, ne, a veš. Urban, ji boš dal fraj. Kak nočni program. No, pa dobro, spat moraš tudi malo. Veš kaj, mi dva smo glih kontra, Urban je ful jutranji tip, on že ob 4 zjutraj recimo ostane pa dela, jaz pa bedim tam do 1-2 zjutraj, montiram, kreiram, fantaziram, skratka, marsikaj se dogaja. Bolj sem nekako ustvarjalna ponočno.
Ne bom vprašala, kdaj prideta sploh skupaj, ampak sta danes prišla skupaj, tako da sta v redu. Ja, vse drugače smo kar velik, ne, skupaj. V bistvu vse počnemo skupaj, ne. Še takrat, ko jaz v posli delam, on pa zraven spi, a veš. Važno je, da je zram. Tako. In važno je, da ste tudi vi zram pri naši nagradni igri, ko bomo podelili urico IMO z 1 za vaše otroke. Osvojite pametno uro IMO z 1.